Ja, pretresajo nas z vseh strani slabe novice. Stres, strah in nezadovoljstvo so postali naša stalnica. A veste kaj? Je res, kar pravijo. V vsakem slabem je tudi nekaj dobrega. Lepo in navdihujočo zgodbo pripoveduje Aleksander Novak, slabovidni glasbenik, ki se je v tem času lotil novih glasbenih izzivov. Od rojstva se spopadam z močno slabovidnostjo. V življenju sem počel marsikaj kot vsi. Delal sem tudi na društvu slepih in slabovidnih, tako da sem se spopadal tudi s težavami, jaz temu pravim, mojih slabovidnih sester in bratov. Tako da sem ugotovil, da moj problem mogoče ni vedno tako velik, kot sem si sam mislil, ampak sem tudi spoznal zgodbe starejših ljudi, ki so kot vedno in tudi v teh časih najbolj ranljiva skupina ljudi. Seveda šolske obveznosti, vse službene in nadpoti tudi in seveda glasbene sem premagoval s to svojo, bomo rekli, težavo in nekako uspešno kljub temu zmogel delovati in funkcionirati tako, kot bi si vsak verjetno želel, nekako pustiti tudi kakšen pečat za seboj in predvsem kaj lepega podariti ljudem. V mojem primeru je to najbolj glasba. Letos septembra se je svojo ekipo odpravil na Slap Peračica pri Brezju. Posneli so čustveno skladbo, ki opisuje življenjsko izkušnjo Aleksandra in njegovega dekleta Sabine. Nastal je lep izdelek, ki ga prav zaradi prepojenosti s čustvi pevec želi tako tudi predstaviti. Lepo, čustveno in s polno ljubezni. Zato razlaga. Da so lahko naše življenjske zgodbe, lepe zgodbe, na koncu zelo lepe pesmi in da ne potrebujemo dosti oblek v videospotih, dosti make-upa in ne vem še česa zraven in da je lahko en pristen moment, ko srečaš človeka in ti reče, gremo drugi dan posnet, ajde, gremo. Čisto dovolj dober, da če je pesem ok, se naredi ena zelo, zelo lepa stvar in ta kraljica vseh kraljic je tudi pot do mojega novega albuma, ki ga upam, da čakam že spomladi. Številne izkušnje, ki niso vse lepe in pozitivne, je sprejel z odprtim srcem. Je starš, ima 2 otroka, okrog sebe ljudi, ki ga imajo radi in nenazadnje ima glasbo in talent. Vse te lepe stvari s pridom izkorišča za vsakodnevno hvaležnost in pozitiven pogled na prihodnost. Ne jamrati, ker v bistvu vsak ima svoj problem, vsak ima svojo največjo težavo. Jaz rečem, če imaš 2 zdravi nogi, 2 zdravi roki, če imaš oči, ki delujejo, če imaš na voljo vsa čutila, da lahko funkcionirajo, prepusti se življenju, naredi nekaj. Ob njegovi slabovidnosti so se mu toliko bolj razvila ostala čutila. Se pravi, čeprav vas danes ne vidim, ampak vas pa zaznam. Slišim glas, slišim energijo, vibracije in tako tudi oddajam nazaj. Enako velja za sprehajalce na cesti. Začutim človeka, gre nasproti, začutim energijo, ali sem sprejet ali nisem. Ko človek stopi v sobo, začutim, kaj mi ponuja, kaj mi ta človek lahko da. V nekem zanimivem obdobju svojega življenja je pristal na ulici s kitaro, glasom in pogumom. Prepeval je na Štajerskem, Primorskem, Gorenjskem, povsod po Sloveniji. In sem se naučil, da ljudje dobro sprejemajo tudi takšna igranja. In jaz v bistvu nisem preigraval coverjev, vedno sem pisal svoje skladbe in tudi vse tujce, ki sem jih srečeval, so mi večkrat radi poudarili, da se čuti, da je glasba moja, da tudi če ne razumejo jezika, jaz sem večinoma pel v slovenščini, da se čuti, da je nekaj drugače. To je bila moja lepa izkušnja, vsekakor pa moraš biti zelo pogumen, da se to odločiš. Jaz sem se odpravljal zelo dolgo. Psihološko in pa tudi finančno mu je igranje na ulici preneslo še kako veliko. Nica mojih pol, si angel mojih cest, si več kot 1000 drugih in ljubim te zares. Če iščete toplino in pravo, iskreno ljubezen, jo pri Aleksandru, pevcu z zlatim srcem, zagotovo najdete. Aleksander nam je lahko vsem za zgled in navdih, da postanemo boljši, da se ne ustrašimo vsake majhne prepreke in da kljub težkim časom življenje zajemamo z veliko žlico.
In kot pravi sam v skladbi Kraljica vseh kraljic, kdaj pride kak problem in je frka dan za dnem, se da. Gremo, dragi naši, do neba. Do